Prehajamo na 6. točko. Predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2018 v drugi obravnavi. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 18/2. Predlagatelj župan, poročevalci Marija Kos, Maja Sušnik, Aleš Korjanc, magister Matjaž Srša, Tina Trček, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar in Lidija Božič. Besedo ima Marija Kos. V drugo obravnavo in sprejem vam predlagamo predlog proračuna občine Kamnik za leto 2018. Predlog je pripravljen na podlagi navodil ministrstva, zakonskih podlagah že znanih dejavnikov za poslovanje občine v letu 2018 in na osnovi realizacije pričakovanih aktivnosti pri delovanju občine Kamnik v letu 2018. Predvidenih je 23 milijonov 517 tisoč prihodkov in 23 milijonov 517 tisoč odhodkov brez krajevnih skupnosti oziroma 23 milijonov 682 tisoč prejemkov, to je prihodkov 23 milijonov 517 in 164 tisoč sredstev krajevnih skupnosti. Ocena prenosa iz leta 2017 v 2018, ker ocenjujemo samo prenos sredstev krajevnih skupnosti, znaša 244 tisoč evrov. V nadaljevanju lahko vidite, da so prihodki po ekonomski klasifikaciji razdeljeni med davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, transferne in prejeta sredstva iz EU, ki so v letu 2018 že bistveno nižja in znašajo samo še 0,8% vseh sredstev. Na strani odhodkov pa imamo predvidenih 23 milijonov 926 tisoč odhodkov, od tega iz proračuna občine Kamnik 22 milijonov 583 tisoč, krajevnih skupnosti 408 tisoč, odplačilo kredita 889 tisoč in dokapitalizacije Velike Planine 45 tisoč evrov. Glede na ekonomsko klasifikacijo pa delimo odhodke na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. Glavnino predstavljajo tekoči transferi in sicer 47%, investicijski odhodki 21%, tekoči odhodki 28% in investicijski transferi 2,9%. Med proračunske uporabnike pa so odhodki razdeljeni po sledeči dinamiki. Na proračunskega uporabnika župan 153 tisoč, občinski svet 311 tisoč, nadzorni odbor 12 tisoč, urad župana 2 milijona 798 tisoč, oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve 655 tisoč, oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance 7 milijonov 078 tisoč, oddelek za družbene dejavnosti 10 milijonov 558 tisoč, oddelek za urejanje prostora 763 tisoč, oddelek za razvoj in investicije pa 242 tisoč oziroma skupaj 22 milijonov 583 tisoč, za krajevne skupnosti pa 408 tisoč evrov. Podrobneje pa potem v razpravi, če boste še želeli. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Brane Golubovič. Hvala lepa. Mene zanima, glede na to, da potekajo pogovori tudi o tem, da ne bi se dvignila povprečnina, je moj predlog sledeči, da vkolikor se bo to zgodilo, da se ta višek povprečnine v letu 2018 nameni za investicijo v osnovno šolo Frana Albrehta. Sam trdno verjamem v to, da bomo v letošnjem letu začeli z investicijo in pa v letu 2018 to investicijo končali. Zelo dvomim, tudi jaz nisem tako razumel, da bi investicijo začeli in končali v 2-3 mesecih in bil septembra letos so otroci šli še v osnovno šolo Frana Albrehta. Če ja, hvala Bogu, ampak mislim, da ne. Tudi iz tistih podatkov, ki smo jih dobili, gre za 2-letno investicijo. Vsekakor pa je 7 milijonov pa pol premalo sredstvo, tudi po mojem mnenju, in zato ta predlog, se pravi, če se bo povprečnina dvignila,
bi osebno pričakoval, da se bo 2018 namenila ta razlika tudi v sklad za proračun. Glede dela, ki pa ga dela s zakonom kolega Tonin, je pa pohvale vredno, bi pa vseeno opozoril na to, da ima Kamnik tudi koalicijsko poslanko in bi mogoče bilo smiselno jo poklicati in jo prositi, če tudi ona znotraj koalicije podpre to zgodbo. Se mi zdi, da bi bil to večji učink, kot da se prosi občinske svetnike, da vsak pokliče nekoga, ki ga pozna. Lahko pa, da se tudi seveda motim, pa imamo poslanko, ampak ima neko drugo poslanstvo. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Damjan Hribar. Hvala lepa. Ne bom delal brsko še enkrat za nazaj po obrazložitvi, ampak mislim, da v 2 vrsticah je bila razložena K9 šole, to je pa vse, kar sem kot svetnik uspel dobiti informacije. To je to. Naslednja zadeva, všeč mi je, da se zdaj že kreditiramo vnaprej, pa dajemo v sklad. Mogoče imamo pa res potem tam boljše obresti, kot so pa obresti za plačilo kreditov. Tako da to je nekaj novega, kar sem še do zdaj nisem zasledil, no? Da bi se kreditiral na rezervo vnaprej, pa potem imel nekje ta denar deponiran, plačeval pa obresti. Jaz bi se dotaknil drugih zadev v tem proračunu, in sicer imeli smo sprejeta v preteklosti, pa rečemo v tem mandatu, 2 dost zanimiva dokumenta, strateška. Eno so bile sanacije poškodovanih lokalnih cest, zdaj, ko točno je bil dokument sprejet, mislim, da je 6., 7. seja tega sklica občinskega sveta, kjer smo pač, bom tako rekel, ker sem se zdržal tega, ker sem povedal, da je nerealni dokument in da je zapravljena časa, ste pač sprejeli, da boste v naslednjih letih 11 milijonov evrov investirali v sanacijo lokalnih cest. Zdaj sprejemamo 2-letni proračun, 2017 že vim, 2018 ga zdaj potrjujete. Naj vas spomnim, da imate v proračunu 2017 200 tisoč evrov, proračun 2018 100 tisoč evrov. Tukaj se kar zelo umikamo od 11 milijonih, ki ste jih pač na nek način volilcem obljubili. S tem, ko ste sami sprejeli in ste tudi naredili ta dokument. Podobna zgodba se bojim, da bo nastala na področju strategije razvoja turizma, se je glih pravi kolega Vujović dotaknil. Tam je ključna točka, so kolesarske poti. Mislim, da smo imeli kolesarske in pohodne peš poti. Lansko leto smo imeli 150 tisoč evrov zagotovljenih, realizacija 51%, upam, da je decembra bila kaj boljša, pa da se ta procent zboljša na 100 v mesecu decembru. Potem, 2017 200 tisoč evrov, potem pademo na 100 tisoč evrov. Realizacijo, če gremo gledati, pa poprečno za zadnjih 7 let, pa mislim, da je bila nekaj čez 50%, če je sploh bila 50% vseh proračunih zadnjih 7 letih. Tako da to so take zadeve, ki, ne vem, na eni strani sprejemamo neke famozne dokumente, ki obljubljamo, kaj bomo storili, na drugi strani s proračunom pa isto zadevo povozimo in jo ne realiziramo. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima magister Matej Tonin. Ta proračun za leto 2018 je na nek način logično nadaljevanje tistega iz 2017. Najprej morda kratka debata, diskusija s svetnikom Hribarjem. Damjan, sej si bil pač župan in veš, da če želiš peljati neke investicije, če se želiš prijavljati na razpise ali ministrstev ali kakršne koli druge zadeve, da moraš imeti proračunsko postavko v proračunu. Da če želimo resno neko investicijo peljati, nam popolnoma nič ne pomaga, da mi slovesno razglašamo, kako bomo peljali investicijo Frana Albrehta, ker nam za to ne bo dal noben denarja ali pa prispeval v sofinanciru. In če želimo stvari realno ali pa resno peljati, potem je treba te zadeve v proračun vključiti in jih predvidevati, se to je jasno. In nekaj podobnega je tudi z kreditom. Jaz mislim, da kredit bo vzet takrat, če denarja ne bo in ko gradbeno dovoljenje bo. To se mi zdi na nek način logično.
tako da jaz tukaj ne bi imel takih strahov glede tega kredita. Seveda je pa lahko kredit vedno politično občutljiva tema. Je pa potrebno priznati, mislim, da smo ravno pred časom dobili nek podatek Računskega sodišča, ki analizira, ali pa Ministrstvo za finance, ne me zdaj za besedo držati, ampak analizira vseh 213 občin, koliko so zadolžene in kakšen je status posamezne občine. In roko na srce, kamniška občina je ena izmed najmanj zadolženih občin. Vsekakor gre tukaj zasluga tudi bivšemu županu Antonu Tonetu Smolnikarju. Ker ko so se nekatere občine v preteklosti napolno zadolževale, imajo danes, ko hočejo kakšne stvari narediti, probleme. Zdaj mi ravno zaradi tega, ker se občina v preteklosti ni zadolževala, imamo prav s kreditom nekoliko več manevrskega prostora pri investicijah in mislim, da nam to danes prav hod, ker je čas pa okoliščine so take, da državni proračun stiska na vse mogoče načine, da se povprečnina bistveno zmanjšuje s tistimi leti, 5, 10, 15 let nazaj, da se ta stvar zmanjšuje in da je pač kredit edino orodje, ki ga še imamo, da to stvar zapeljemo. Seveda pa, če bi bil tudi jaz v opoziciji, bi najbrž tudi isto problematiziral kredit, veste, kredit je vedno priročna stvar, še posebej pa, če si političen konzervativc, potem te more v osnovi motiti kredit. Ampak mislim pa, da v tem primeru, v našem primeru so bojazni odveč in da bo kredit, če bo uporabljen za pametno stvar. Glede same povprečnine, proračuna državna za leto 2017 in 2018 sta že bila sprejeta. Seveda je pa vedno možno oziroma možnost za rebalans, žal si pa jaz ne delam kakšnih prevelikih utvar, da bi vladna koalicija v tem času pred volitvam dala še kakšno v navednicah darilo, čeprav jaz temu ne rečem darilo, ampak to je tisto, kar občinam po zakonskih predpisih pripada, ker jim država zakonom nalaga določene obveznosti, temu pa ne sledijo finance, ampak jaz dvomim, da bo, tudi če se zdaj občinska združenja pogajajo, da se bo kaj bistveno zvišala povprečnina, ker stvari niso tako rožnate, je pa vladna koalicija napolno odprla državno vrečo za vse mogoče interesne skupine. Zdaj so se plače v javnem sektorju povečale, stvari bodo šle v večji meri tudi za pokojnine, drugi socialni transferi in pa varčevanje pri socialnih transferih se sprošča, tako da je bilo v zadnjem letu kar na hitro narejenih tam za enih 500-600 milijonov evrov dodatnih obveznosti. In glede na to, kako je sestavljena ta vladna koalicija, jaz mislim, da bodo prej zagovarjali še kakšen, rečemo temu, volilni bobonček ljudem, kot oni razumejo, več kot pa občinam, ker oni bodo to razumeli, da če bomo povečali povprečnino občinam, bodo to župani uporabili za to, da bodo v letu pred volitvam delali dodatne investicije. Ker ni nič narobe, da se razumemo, ampak poskušam na glas razmišljati, kakšna bo tam aritmetika. Se pa strinjam s tabo, da če pa se bo to zgodilo, hvala Bogu, in vsak denar, ki ga bomo dobili tako, da bo potreben manjši kredit, je seveda dobrodošel. Glede moje kolegice, poslanke Julijane Bizjak Mlakar, bi najbrž pričakovali podporo temu mojemu zakonu. Tukaj moram iskreno povedati, da kakšnega velikega napora z njene strani ni. Ko delajo poslanske skupine vseh strank, so vedno poslanci seznanjeni, vse na poslanskih skupinah, z vsemi zakoni, ki so vloženi v proceduro. Jaz sem tukaj seveda tudi pričakoval njeno dodatno aktivnost, ker gre tudi za njeno občino ali pa za občini, v katerih je bila izvoljena, ampak zaenkrat takšnega odziva še nisem doživel. Morda pa vendarle se zgodi čudež, pa se jutri kaj nenavadnega zgodi, ampak zaenkrat sem jaz te pogovore peljal z vode poslanskih skupin SMC-ja, SD-ja, pa namestnikom vode poslanske skupine Desusa. Tako da še enkrat pravim, resnično upam, da bo ta stvar sprejeta, ker bi 22 občinam močno olajšala
določene investicije, predvsem bi pa Komendi pa Kamniku prihranila 800 000 evrov, kar pa ni zanemarljivo. Bomo videli, no. Zaenkrat je za jutri ob 12. sklican odbor za infrastrukturo. Morda se zgodi, da se še kakšna stvar prestavi, morda se zgodi, da bo zadeva sprejeta. V glavnem, jutri bo več znanga. In če kdo kaj bolj intenzivno komunicira s poslanko Bizjak Mlakarjevo, tudi ne bi bilo napačna kakšna spodbuda v tej smeri, da bi bil podpora temu zakonu koristna. Hvala. Besedo ima poročevalec, kdo bo? Aleš Škorjanc. Ja, jaz bi odgovoril gospodu Damjanu Hribarju v zvezi z lokalnimi cestami. Dejstvo je, kar ste rekel, da bi potrebovali več denarja, vendar tudi vse tisto, kar ste pa povedal, da je namenjamo samo 200 000, pa ni resno. Tudi vse te ceste, ki jih imate tle na strani 215 obrazložitve napisane, gre skoraj za 1 milijon evrov, mačkan manj, so tudi iz tega seznama poškodovanosti. Vključno z rekonstrukcijo lokalne ceste Podgorja-Kamnik, ki je 300 000 letos v proračunu, Murnova, ki je povsem poškodovana 150 000, pa tudi ostale, ki so na tem seznamu. Tako da ne smete gledati samo to postavko 4635 ureditev poškodovanih lokalnih cest, ampak tudi ostale, ki so na tem cestnem področju, so iz tistega seznama poškodovanih cest in se bojo urejale. Tako da le namenjamo tudi malo več denarja, kot je bilo rečeno, tudi v 2017. Za 2018 smo pa povedali, bo sigurno prišlo še do rebalansa in bo več teh cest vključenih. Potem z rebalansom sigurno noter tudi v proračun za 2018, ko bo finančna situacija tudi bolj jasna, kaj bo šolam. Toliko. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Besedo ima Nina Irt. Hvala za besedo. Nisem se hotela vključiti, ampak bom kolegu Mateju Toninu dala eno pripombo. Pa ne narobe razumeti, ampak res tako mislim, pa tudi med ljudmi se je tako nekaj časa nazaj govorili, da res je fajn, da je prejšnji župan z nič pripeljal svoj mandat, pa mandate, kar se tiče kreditiranja naprej. Ampak jaz sem pa mnenja, da če bi pa kakšen kredit, se ni treba noro in brezglavo se kreditirati, če bi pa kakšen kredit za kakšen projekt vzel, pa mogoče ne bi nam bilo treba zdaj toliko kreditov, pa se o tem pogovarjati. No, to je moja pripomba. Hvala. Hvala. Besedo ima Anton Tone Smolnikar. Nisem se hotel oglasiti, ampak Nina Irtova ima svoje pojme o zadevah, ne. Samo 3 leta pa pol smo rabili, da smo prišli do gradbenega dovoljenja, ki smo ga vložili. Seveda, na zadnjem hipu nam tudi že omenja Julka Bizjak Mlakar ni pomagala, da se bi rešili, da bi hitreje dobili gradbeno dovoljenje, ker je ona bila tam zraven pri koritu in je rekla, da je treba zaklonišča delati. 5 milijonov 200 pa je bilo na skladu za šole. Hvala lepa. Ja, potem, če smo izčrpali, bi zaključil razpravo. No, ja, nič ne bom rekel. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2018. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 24 svetnikov, proti nihče, za 24, torej je ta predlog sprejet in točka zaključena.